In sem vam za danes pripravil predavanje, katerega uradni naslov je, mislim, da kratek izlet v zgodovino kriptografije. Jaz sem za potrebe tega predavanja ta naslov malček prilagodil. Tukaj ga vidite na zaslonu in bo tudi ena od vaših nalog kasneje, da ugotovite, kaj je pravilen naslov tega predavanja, pa se bomo o tem malček kasneje še pogovorili. Predavanje bo sestavljeno iz dveh delov, vmes imamo odmor. Jaz sem si zamislil zadevo tako, da bomo v prvem delu se malček sploh pogovorili, kaj to kriptografija sploh je. Če pogledali, kje se kriptografija uporablja, kje se je uporabljala, kje se danes uporablja, pa si bomo tudi, upam, da bo časovno nekako nam zneslo, pogledali si dva primera kriptografskih sistemov, ki sta bila v uporabi v preteklosti. Danes se ne smatrata več kot varna, bomo tudi videli, zakaj se ne uporabljata več danes, kaj je narobe z njima, ampak ravno tako, da boste dobili občutek, kako se, kaj natanko kriptografija je in kako se te zadeve nekako v praksi uporabljajo. Potem v drugem delu pa bi vam rad predstavil, zopet zdaj, koliko bomo lahko šli v detajle, bo zopet odvisno od tega, kako bomo časovno dobro na poti. En kriptografski sistem, ki je pa v uporabi tudi danes, ima pa eno tako lepo matematično ozadje v teoriji števil, to je tako imenovan kriptografski sistem RSA, in se bomo potem v drugem delu tega predavanja malček o tem kriptosistemu pogovorili. Če boste imeli kakšno vprašanje vmes, že med predavanjem, ste kar povabljeni, da vskočite, da vprašate, če kakšna stvar ne bo jasna, bom probal kar takoj odgovoriti. Lahko pa tudi, če bojo potem kakšna vprašanja, se pogovorimo tudi na koncu, po koncu predavanja, tudi to ne bo noben problem. Torej, najprej malček uvoda glede tega, kaj to kriptografija sploh je in zakaj jo rabimo. Skozi celotno zgodovino seveda so ljudje morali komunicirati med sabo, si predajati neka sporočila in to zdaj lahko poteka na različne načine. In vedno se v nekaterih situacijah pojavi tudi potreba, da nekomu neko sporočilo predate tako, da ga noben drug ne sliši oziroma prebere, če je to sporočilo napisano. Nekatera sporočila so zaupne narave in bi za njih radi, da jih prebere samo tisti, kateremu so namenjena, ne pa še zraven njega še kdo drug. Zdaj, vkolikor ste s to osebo, ki bi radi tako sporočilo predali v neposrednem stiku nekako, potem to ni težava. Greste do te osebe, pocukate za rokav, rečete, dajva stopiti midva malček na stran, pa jim ji poveste, kar bi ji radi povedala, in če ste previdni, če pazite, da noben ne prisluškuje, ne vleče na ušesa, potem bo samo ta oseba slišala to sporočilo in je zadeva rešena. Pojavi pa se problema, ko bi želeli kakšno takšno zaupno sporočilo sporočiti nekomu, ki ni zraven vas, ki je nekje recimo na drugem koncu sveta. Zdaj, zopet, če nekako zgodovinsko si pogledate, so ljudje ta problem komunikacije nadaljavo, ko je bilo potrebno komunicirati z nekom, ki je bil nekje drugje, reševali na različne načine. Zdaj, v preteklosti, ne vem, verjetno si lahko predstavljate, da neki vladari, kralji, če so želeli z nekom komunicirati, ki ni bil prisoten,
so poslali pač neke odposlance, neke kurirje, ki so potem tej osebi predali to sporočilo. Potem so se pa pojavili seveda tudi bistveno bolj sofisticirani načini, kako lahko komuniciramo nadaljavo, telefon, telegraf, komunikacija prek radijskih valov, do teh zadev, ki jih poznamo danes, ne, in jih vi poznate verjetno še boljš kot jaz, ne, e-mail, Skype, Viber, WhatsApp in Messenger in kar je še teh zadev, ne. Je pa pri komunikaciji na bilo katerega od teh načinov, ki sem jih zdaj naštel, vedno en problem, ne. Vedno se lahko zgodi, da nekdo sporočilo, ki ga hočemo nekomu poslati, prestreže in ga prebere, ne. In to je težava, kolikor bi radi, da je to sporočilo, kolikor je to sporočilo zaupne narave in bi radi, da ga prebere samo tista oseba, kateri je namenjeno, ne. Že od tistih prvih načinov komuniciranja nadaljavo, ki sem jih prej omenil, ne, če so ljudje poslali neke odposlance ali pa nekega kurirja, da so predali sporočilo, ne, te odposlance oziroma tega kurirja je lahko nekdo prestregel, jih zajel, jih prisilil, da so razkrili to sporočilo, ne, pa je nekdo nepovabljen ravno tako vedel za to sporočilo, ki je bilo pač neki drugi osebi namenjeno. Pri komunikaciji preko telefona, preko radijskih valov se vedno da prisluškovati tem zadevam, ne, in tudi v teh današnjih dneh, ne, ko uporabljamo za to komunikacijo, kot prej rečeno, e-mail oziroma razne druge aplikacije, ne, kdor ima pač ustrezno računalniško znanje in ustrezno opremo, lahko prestreza elektronska sporočila, lahko prestreza pogovore preko raznih teh aplikacij, ne. Tako da to, da se da tem komunikacijam, kot rečemo, prisluškovati, ne, to je dejstvo in temu se pač ne bo dalo izogniti, ne. No in tukaj pride pa kriptografija vmes, ne, in reče naslednje, ne. Reče, nas ne briga to, da je tem pogovorom možno prisluškovati, ne. Bomo raje naredili nekaj drugega, bomo raje tisto sporočilo, ki ga hočemo neki osebi predati, najprej spremenili v neko naključno zaporedje črk, številk, znakov, tako kot je recimo v tem primeru ta naslov tega predavanja tukaj, ne. No in tudi, če ga bo nekdo prestregel, ne, tudi, če ga bo nekdo uspel prebrati, ga ne bo, če ga bo uspel dobiti, ne, to sporočilo, ga ne bo znal prebrati, ker mu ne bo nič pomenilo, tako kot vam zdaj zaenkrat ta naslov predavanja tukaj, ki ga vidite, nič ne pomeni in je za vas to zdaj samo neko čudno zaporedje številk, črk, naključno nekako in vam pač nič ne pove, ne. Zdaj, če nekako bolj formaliziramo, ne, tako, ne, recimo, da imamo dve osebi, dajmo jo reči Boris in pa Anica, pa bi Boris rad Anici poslal neko sporočilo, ne. Imamo pa neko tretjo osebo, nekega nepridiprava, dajmo mu reči Oskar, ne, za potrebe tega predavanja, ki ima pa prisluškuje, ne, ima neko možnost, da ta sporočila, ki jih Boris Anici pošilja, prestreže in jih prebere oziroma posluša. Zdaj, kaj naredita Anica in Boris? Najprej si izmenjata nekaj, čemur rečemo skrivni ključ, pa bo, to ni zdaj mišljeno kot ključ za odklepanje vrata, ne, ampak je to samo termin za neko skrivno informacijo, ki je znana samo Anici in Borisu, in s pomočjo katerega bomo kasneje videli na primerih, ne, lahko potem komunicirata med seboj. No in zdaj, kaj naredita? S pomočjo tega ključa najprej Boris to sporočilo, ki bi ga rad poslal Anici, spremeni v
drugačno obliko, ki je nekaj podobnega, kot je bil na prejšnjem slajdu naslov tega predavanja. Ne? Kot rečemo v kriptografiji, rečemo, da Boris sporočilo zašifrira. Ne? Zašifrira. Zdaj, Anica dobi to zašifrirano sporočilo, ker pa tudi ona ima ta skrivni ključ, ki sta si ga izmenjala z Borisom, ne? Ker ve, na kakšen način je Boris zašifriral sporočilo, ga Anica zna tudi spremeniti nazaj v originalno sporočilo, temu rečemo, da Anica sporočilo zdaj odšifrira, ne? In ga potem lahko prebere. Zdaj, tudi če pa tej tretji osebi, ki ima prisluškuje, ne, ta Oskar, ne, tudi če mu uspe, da prestreže to poslano sporočilo, ki ga je Boris poslal Anici, mu to nič ne pomaga, ker ga ne zna prebrati. Ne, ker nima te skupne skrivne informacije, ki jo imata Anica in Boris, torej ta skrivni ključ, ne zna tega sporočila spremeniti v originalno obliko in ga zato pač ne zna prebrati. Ne. Zopet, ne, ta situacija, ki jo tukaj vidite, ne, naslov predavanja, ker ne veste, ker nimate te dodatne informacije, na kakšen način sem jaz ta naslov predavanja zašifriral, torej spremenil v tako neberljivo obliko, ga pač zaenkrat ne morete prebrati. Vam nič ne pomaga, tudi če ga prestrežete. Ne? No, mogoče prej, kot gremo si pogledati kakšne konkretne primere, kako lahko sporočila šifriramo oziroma dešifriramo, mogoče še par besed. Aha, tukaj je še nekako shematično prikazano, kako ta zadeva poteka. Ne? Boris bi rad poslal neko sporočilo, v tem primeru Hello Alice, ima nek skrivni ključ, ki je tukaj prikazan kar kot pač ključ, in to sporočilo spremeni v neko naključno zaporedje črk, znakov, številk in to naključno zaporedje pošlje Anici. Anica to naključno zaporedje zopet s tem skrivnim ključem odšifrira v originalno obliko in pač potem zadevo lahko prebere. Mogoče par besed o tem, kje se kriptografija uporablja, kje se je uporabljala v preteklosti, kje se uporablja danes. Zdaj nekako zgodovinsko gledano, navadni smrtniki niti niso imeli prav kaj dosti opravka s kriptografijo. Kriptografija je bila nekako rezervirana za neke bolj recimo vojaške zadeve, tam si lahko vsi zlahka predstavljate, da neka komunikacija, ki poteka med nekim poveljnikom pa recimo med njegovimi oficirji, za to komunikacijo verjetno ni dobro, da jo nasprotnik prestreže in zna prebrati, ker bi se s tem razkrile marsikere informacije, za katere pa vojska noče, da jih nasprotnik pozna. Kriptografija je bila rezervirana tudi za neko visoko politiko, ne vem, vedno, tudi skozi zgodovino, pa še dan danes imajo recimo države svoje veleposlanike oziroma ambasadorje po drugih državah, in seveda, pač predsednik države ali pa kralj ali pa v preteklosti, ne vem, cesar ali kdorkoli je že bil, je moral s temi svojimi veleposlaniki, ambasadori komunicirati in naročati, kaj naj delajo. Ti veleposlaniki so ga pač informirali o tem, kaj se dogaja v državah, kjer so bili pač veleposlaniki, in te informacije so zopet, nekatere so takšne bolj občutljive narave, in nočejo, da jih kar vsakdo lahko prebera, in jih je potrebno seveda na ustrezen način varno prenesti do naslovnika, torej jih je potrebno zašifrirati, da jih mogoče nekdo, ki bi jih prestregel, ne bi znal prebrati. Industrija je druga taka veja, kjer se uporablja kriptografija. Tipična situacija je, recimo, imate več firm, več korporacij, ki se ukvarjajo nekako z isto zadevo. Ne vem, kar ta aktualna zadeva zdaj z razvojem cepiva za ta koronavirus. Imate različne farmacevtske družbe, ki se trudijo to cepivo razviti.
In zdaj seveda, ko nekomu uspe, ne bi tega rad razkril svojim konkurentom, ker sicer ne bo imel takšnega dobička, kot si ga lahko obeta. Ne? In konkurenti se pa trudijo pač odkriti, kaj je on uspel narediti. In zato tudi v industriji, ko se te informacije pošiljajo, jih je potrebno zašifrirati, tako da jih nekdo nepovabljen ne bo znal prebrati. Ne? No, nekako z razvojem interneta se pa kriptografija, nekako imamo s kriptografijo opravka kar vsi, čeprav je že tako vgrajena v te razne internetne protokole, da jo niti ne opazimo, ne več direktno, ampak recimo pač s pojavom interneta se pojavi tudi internetno bančništvo, torej ko vam ni treba več iti osebno v banko in tam plačati položnico oziroma prenesti denar iz enega računa na drug račun ali pa narediti kaj drugega, ampak to naredite preko interneta, s pomočjo teh spletnih bank, kot je Nova KBM ima Bankanet, Nova Ljubljanska banka, mislim, da ima NLB Klik ali nekaj podobnega. In seveda, ko to delate preko interneta, tukaj se pošiljajo med vami in banko neke informacije, ki pač ne bi bilo ravno dobro, da jih kar vsakdo ve. Od tega, da recimo se pošilja potem med vami in banko, recimo koliko je stanje na vašem računu, pa kam prenakazujete ta denarna sredstva, kaj plačujete, in če bi te informacije prišle nekomu ne ravno poštenemu v roke, vas lahko pač oškoduje. Podobna zadeva je pri internetnem nakupovanju, ko nakupujete preko interneta, pač imate te internetne trgovine, kjer si izberete pač določene izdelke, internetna trgovina vam jih potem pošlje pač preko pošte in prednost ta je seveda, da vam ni treba vam iti osebno v trgovino, ampak to lahko naredite preko interneta. Ampak zopet, ko je treba ta vaš nakup plačati, kaj vi naredite? Vi vedno pošljete temu internetnemu trgovcu preko interneta številko vaše kreditne kartice, da potem lahko trgovec iz vašega računa pač vzame znesek, s katerim plačate tisto, kar ste nakupili. Če bi nekdo prestregel številko vaše kreditne kartice, ko jo pošljete temu internetnemu trgovcu, in če bi jo znal prebrati, potem bi seveda lahko on v vašem imenu nakupoval, oziroma v vašem imenu. On bi zase nakupoval, plačeval bi pa vi, ker bi uporabljal za to vašo kreditno kartico. Zato je vedno pri tem internetnem bančništvu in pa internetnem nakupovanju ta komunikacija med vami in banko oziroma vami in pa internetnim trgovcem zašifrirana, uporabljajo se določeni kriptografski algoritmi, ki pa jih niti ne opazite, ker je to že dokaj vgrajeno vse te protokole in poteka to dokaj neopazno. Tako, Ravno zaradi tega, mogoče samo še to, je kriptografija ena izmed najbolj, bom rekel, hitro se razvijajočih vej matematike. Nikakor to, kar bomo danes uspeli povedati o kriptografiji, ni vse. Kriptografija je bistveno več. Mi bomo samo en majhen delček se uspeli danes pogovoriti o kriptografiji. Tako da je tukaj odzadaj nekako cela resna matematična znanost, ki se ne ukvarja samo s tem, da odkriva nove načine, kako lahko sporočila varno zašifriramo, ukvarja se recimo tudi s tem, da ugotavlja, koliko so ti nekateri postopki šifriranja, ki jih uporabljamo, koliko so varni, a se zna zgoditi, da bi lahko nekatera sporočila nekdo prebral, tudi če ne pozna tega skrivnega ključa, o katerem smo prej govorili, in bomo zdaj tudi na nekaterih primerih iz zgodovine, ki se danes ne uporabljajo več, videli, v čem je recimo lahko problem. Tako, No, dajmo začeti z enim zelo preprostim načinom šifriranja, ki ima
ime po tem možakarju tukaj, ki ga iz zgodovine nekako vsi poznate, Julij Cezar, rimski cesar, a ne? No, in on je, vsaj tako poroča ta rimski kronist Gaj Svetoni, ko je komuniciral in je hotel to komunikacijo prekriti, da jo ne bi prebral nek nepovabljen, kot smo rekli prej, Oskar, je uporabljal naslednji sistem. Vsako črko v besedilu je nadomestil s črko, ki je v abecedi 3 mesta za to črko. Torej, tako nekako. Recimo, če on pač ni uporabljal slovenske abecede, ampak dajmo se mi držati slovenske abecede, črko A je nadomestil s črko Č, B je nadomestil s črko D, C z E-jem in tako naprej, dokler ni prišel do konca, na koncu se zdaj malček pojavi problem, kaj narediti s ta zadnjimi 3 črkami, s čim jih nadomestiti, ampak mislite si, da imamo abecedo nekako napisano v krogu, in za Ž-jem pride zopet A, pa potem B, pa C in tako naprej, torej v tem primeru nadomestite s črko, ki je 3 mesta za njo, in če si mislite, da je abeceda napisana v krogu, je ta črka A, Z potem nadomestimo s črko B, Ž pa s črko C. No in recimo, če imamo tukaj nek konkreten primer, če bi radi nekomu recimo poslali sporočilo, jutri se dobiva ob 8 in ga zdaj zašifriramo na ta način, kot ga je uporabljal Julij Cezar, dobimo spodnja vrstica, je to zašifrirano besedilo, neko na prvi pogled vsaj nesmiselno zaporedje črk, ki vam nič ne pove, če ne veste, na kakšen način je bilo pač dobljeno. M, Ž, Z, T, L, U, H, G, S, D, L, A, Č, to je kar nekaj, si ne znamo s tem nič pomagati, in Julij Cezar je ta način uporabljal, da je lahko na varen način komuniciral pač s komer je pač želel na tak način komunicirati. Zdaj, temu načinu šifriranja se reče Cezarjeva šifra danes. Zdaj, s tem številom 3, prej smo rekli, vsako črko nadomestite s črko, ki je v abecedi 3 mesta za njo, s tem številom, na tem številu 3 ni nič posebnega. Ravno tako bi se lahko dogovorili, da vsako črko besedila zamenjamo s črko, ki je v abecedi recimo 7 mest za njo, ali pa 13 mest za njo, ali karkoli. Se pravi, katerokoli za slovensko abecedo, katerokoli število med 1 in 24 bo okej. Zdaj, ko želimo z nekom komunicirati na takšen način, se moramo samo dogovoriti, kaj bo to število. A bomo črke besedila zamaknili za 3 mesta, ali jih bomo za 7 mest, ali jih bomo za 10 mest. In to je ta skrivni ključ, o kateremu sem prej govoril in ki si ga moramo izmenjati s tisto osebo, s katero bi radi komunicirali. In če se mi s to osebo dogovorimo, da je ta naš skrivni ključ recimo 10, se pravi, bomo črke zamenjali v besedilu s črkami, ki so v abecedu 10 mest za njimi, kaj mora zdaj narediti tista oseba, ko dobi tako zašifrirano sporočilo? Ja, vsako črko v tem zašifriranem sporočilu mora seveda zamenjati s črko, ki je v abecedi 10 mest pred to črko. Samo obraten postopek naredi. Ko šifrirate črko, nadomestite s črko, ki je v besedilu recimo 10 mest za njo, ki je v abecedi, 10 mest za njo, ko pa odšifrirate besedilo, pa greste 10 mest v abecedi nazaj, pa dobite nazaj originalno sporočilo. Ta šifra, ta Cezarjeva šifra se je kar dosti uporabljala nekako v zgodovini. Tukaj vidite en tak pripomoček, ki so ga uporabljali za šifriranje oziroma dešifriranje. Na zunanjem obroču imate pač angleško besedilo, napisano v takem nekako v krogu,
Isto se ponovi na tem notranjem obroču. In zdaj, kar je bilo potrebno narediti, ne, za lažje šifriranje in dešifriranje, če ste se zmenili, da boste recimo vsako črko v abecedi zamenjali s črko, ki je, tako kot je na sliki, eno mesto za njo, a ne, ste ta zunanji obroček premaknili za en korak, tako da je prešel A recimo nad B, a ne, tako kot je tukaj na tej sliki. In zdaj ste hitro lahko videli, s čim se črke nadomestijo, če želite šifrirati, a ne. A se z B-jem, B se s C-jem in tako naprej, a ne. In tudi, ko želite dešifrirati, ne, pa uporabljate, greste pa iz notranjega obroča na zunanji obroč, a ne. Če se dogovorite, da zamaknete v abecedi za več kot en korak samo, potem pač ustrezno premaknete ta zunanji obroč za pač kolikor je potrebno korakov, a ne. Naslov predavanja, še enkrat je tukaj napisan, a ne, je bil zašifriran s to Cezarjevo šifro, pa potem, ko boste imeli čas, a ne, ga poskušajte dešifrirati, se pravi odkriti, a ne, pa vam bom tudi potem malček namignil, kako lahko to naredite. Zdaj, tukaj naslov predavanja je napisan tako, da so črke zbrane v skupine po 5. A ne? Zakaj se to ponavadi naredi v kriptografiji? Zato, ker imamo recimo v slovenščini, a ne, imate nekatere besede, ki imajo samo ali eno črko ali pa 2 črki in te besede jih zelo hitro lahko uganete, kaj so, a ne. In ko tako razbijete besedilo na skupine po 5 črk, a ne, se zakrije ta struktura besedila, dolžina beseda, ne. Ker če imate zdaj eno besedo, ki je dolga samo eno črko, potem lahko hitro nekako uganete. Nimate v slovenščini kaj dosti možnosti za takšne besede, ne. V, U, O, Z, S, a ne, nekaj jih kar je, ampak kar vsaka črka pa ni že beseda dolžine ena, ne, zato se to naredi, a ne, in to boste lahko probali potem malček kasneje se s tem poigrati, ne. Zdaj, kako boste pa lahko to, kot rečemo, dešifrirali, brez da bi vam povedal, kaj je bil ta skrivni ključ pri šifriranju, a ne. Dajmo se malček pogovoriti o tem, a je Cezarjeva šifra varna. Se pravi, a bi jo lahko nekdo, ki sporočilo prestreže, znal prebrati to sporočilo, tudi če ne pozna tega skrivnega ključa. Zdaj, pri tem, ko študiramo, kateri kriptografski sistemi, katere šifre so varne, uporabljamo tako imenovan Kirchhoffov princip, ne, kjer privzamemo, da ta naš nasprotnik, ta naš Oskar, ki nam prisluškuje, da pozna metode, ki jih uporabljamo za šifriranje. Edina zadeva, ki jo ne pozna, je skrivni ključ, ki ga pri tem šifriranju uporabljamo. Se pravi, v tem primeru, ko študiramo varnost, recimo Cezarjeve šifre, moramo predpostaviti, da nekdo, ki je prestregel sporočilo, ve, da smo mi to zašifrirali s Cezarjevo šifro. Edino, kar mu ni znano, je, kater ključ smo uporabljali. Zdaj, ta Kirchhoffov princip ni samo neka, bom rekel tako, teoretična zadeva, ne, to se dejansko uporablja. Recimo, prej sem govoril o tem internetnem bančništvu, pa internetnem nakupovanju in tako naprej. Tam vedno banke, recimo, oziroma te spletne trgovine, imajo vedno javno objavljeno, katero to kriptografsko metodo uporabljajo za šifriranje. To ni javno objavljeno. Tudi zato, da vi lahko presodite, a so te njihove metode zadosti varne, da bi jim vi zaupali, ne? A neka banka uporablja zadosti varne metode za šifriranje podatkov, da bi vi zaupali svoje finance in poslovali z njim tudi preko interneta, ne? No, in če upoštevamo ta Kirchhoffov princip, kaj je z varnostjo te Cezarjeve šifre? Ja, ni varna, ne? Ni varna, zakaj ne? Zato, ker je samo 25 v slovenski abecedi, a ne, samo 25 možnih skrivnih ključev, oziroma celo samo 24, ker morate
vsaj za eno mesto zamakniti v abecedi, a ne. In to število je bistveno premajhno, ker nasprotnik, ko bo zdaj prestregel naše sporočilo, bo lahko kar probal vseh teh 25 ključev, a ne, enega za drugim, dokler ne bo dobil nekega smiselnega besedila in ga bo lahko prebral, a ne. Recimo, tukaj je primer, a ne, recimo, da je tekst, ki smo ga prestregli, ta, ki je v zgornji vrstici, a ne, F, R, H, R, U, V, E, G, G, S, H, V, L, B, A, a ne. In zdaj, če vemo, da je bil ta tekst zašifriran s to Cezarjevo šifro, a ne, kaj naredimo? Ja, zamaknemo ta tekst v abecedi za eno mesto naprej, za 2 mesti naprej, ali pa nazaj, če hočete se vseeno, a ne. Za vseh 24 možnosti to probate narediti in pogledate, v katerem primeru dobite, je rezultat neko smiselno besedilo, ne. Recimo v tem primeru, a ne, se izkaže, da ko zamaknem zadevo za 8 mest, dobim besedilo, napademo ob 5, a ne, in je to seveda nobena težava ni tega razvozlati, če vemo, da je pošiljatelj za šifriranje uporabljal to Cezarjevo šifro, a ne. Se pravi, prva zadeva, ne, ki jo moramo uporabljati, če želimo na varen način šifrirati besedila, je ta, da je število ključev toliko veliko, da pač nasprotnik ne more kar enega za drugim preveriti vseh ključev, ne. Torej, Cezarjeva šifra, ne, s katero je bil tudi, kot rečeno, že prej naslov tega predavanja zašifriran in zdaj veste, na kakšen način lahko probate odkriti, kaj je zdaj ta naslov predavanja, ni varna enostavno zato, ker je število ključev premajhno. Ja, ampak to Cezarjevo šifro lahko hitro malček izboljšamo, tako da bo število ključev bistveno večje, ne. Namreč, zakaj bi morali vsako črko abecede zamenjati ravno s črko, ki je v abecedi, ne vem, 3 mesta za njo, ne? Hitro lahko malček rečemo in malček zakompliciramo zadevo, rečemo, ja, recimo, če smo črko A zamenjali s črko, ki je v abecedi 3 mesta za njo, torej s črko Č, saj ni nujno, da moramo potem črko B zamenjati tudi s črko, ki je v abecedi 3 mesta za njo, torej s črko D, B pa lahko zdaj zamenjamo z neko drugo črko, pa C zopet z neko drugo, a ne, s tem popolnoma porušimo ta sistem, a ne, recimo, ne vem, A zamenjamo z B-jem, B zamenjamo s F-jem, C zamenjamo z R-jem, Č zamenjamo z Z-jem in tako naprej, popolnoma poljubno, a ne. Zdaj, kaj s tem zgubimo, a ne, nekako? Pri Cezarjevi šifri je bil ta skrivni ključ zelo enostaven. Skrivni ključ je bilo samo tisto število, ki nam pove, za koliko mest v abecedi črke zamaknemo. Tukaj v tem primeru, a ne, ko črke zamenjamo povsem poljubno, bi bil skrivni ključ kaj? Ja, skrivni ključ bi bila cela ta tabela, ki je tukaj napisana, ne. Skrivni ključ bi bila ta tabelca, v zgornji vrstici so črke abecede, v spodnji vrstici so pa črke, s katerimi črke iz zgornje vrstice zamenjamo, a ne. In to tabelo uporabljamo potem za šifriranje, ne, ko šifriramo črke iz zgornje vrstice, zamenjujemo s črkami iz spodnje vrstice, ko dešifriramo, a ne, pa obratno, a ne, pa črke iz spodnje vrstice zamenjujemo s črkami iz zgornje vrstice. Zdaj, seveda, pri Cezarjevi šifri se je lahko enostavno zapomniti, kaj je ključ, ne rabite ga imeti nekje napisanega, v tem primeru seveda morate imeti to nekje napisano, a ne, celo to tabelo se boste tako težko zapomnili na pamet, a ne. Ampak pridobimo pa to, a ne, da je vseh možnih ključev bistveno več. Pa dajmo jih probati prešteti, koliko je zdaj ključev, a ne. Zdaj, ko zamenjamo črko A ne, za zamenjavo črke A, koliko imamo možnosti za zamenjavo črke A? Ko zamenjamo črko A, imamo še vse možnosti. Lahko jo zamenjamo z bilo katero od drugih črk, lahko se tudi odločimo, da črko A zamenjamo samo s sabo. Torej, za črko A imamo za zamenjavo 25 možnosti. Kaj pa potem za črko B? Pri črki B pa moramo malček paziti. Še vedno imamo skoraj vse možnosti, razen katere črke ne smemo uporabljati.
Ne smemo uporabljati tiste črke, s katero smo že zamenjali črko A. Ne sme se vam zgoditi, recimo, da bi A in B zamenjali z isto črko, recimo s črko M, ker potem boste imeli problem pri dešifriranju. Ko boste naleteli na črko M, ne boste vedeli, a jo zamenjati z A-jem ali z B-jem. Torej, ko se odločamo, s katero črko bomo zamenjali črko B, imamo ne več 25 možnosti, ampak 24 možnosti, ker tista črka, s katero smo zamenjali črko A, že odpade. Potem gremo naprej na črko C, podobna zadeva se tukaj ponovi, lahko uporabimo bilo katero črko za zamenjavo, razen tistih dveh, ki smo jih že uporabili za zamenjavo A-ja in B-ja. Torej imamo za črko C 23 možnosti in tako naprej, ko bomo prišli do Z-ja, nam bosta za zamenjavo Z-ja ostale dve možnosti še, in Ž potem na koncu bo samo še ena črka ostala, edina črka, s katero morate zamenjati črko Ž. Zdaj ne vem, koliko ste že pri matematiki kaj govorili o kombinatoriki. To je ravno veja matematike, ki se ukvarja s preštevanjem, koliko je vseh možnih načinov za to pa za ono. In v tem primeru, ki sem ga zdaj opisal, se izkaže, da če hočete dobiti število vseh možnih zamenjav črk abecede z nekimi drugimi črkami, je potrebno ta števila, se pravi 25 možnosti za zamenjavo črke A, 24 možnosti za zamenjavo črke B in tako naprej, zmnožiti med sabo. Torej imamo 25 krat 24 krat 23 in tako naprej možnosti, vseh možnosti za zamenjavo črk. Zdaj, če si to število izračunate, to število je ogromno, tukaj je napisano, niti ga ne znamo prebrati, kakšno je to število, ampak samo malček za občutek. Recimo, da bi nekdo, ki nam je sporočilo prestregel, rekel zopet, no pa bom zopet preveril vse možne ključe, tudi v tem primeru, pa bom slej ko prej naletel na besedilo, ki je smiselno in ga bom znal prebrati. Pa recimo, da imamo na voljo računalnik, ki nam v eni sekundi zna preveriti milijardo, torej 10 na 9, to je zelo veliko število možnih ključev. Torej bi potem tak računalnik rabil to ogromno število, ki ga imamo tukaj napisano, deljeno 10 na 9 sekund, da bi preveril vse možne ključe. To pa je toliko let, bistveno preveč, da bi lahko to šifro razvozlali tako, da bi vse ključe enega za drugim šli preverjati. No sej, tudi če si mislite, ni treba vseh ključev preveriti, slej ko prej boste naleteli na ta pravga, ampak tudi, če bo tista prav že recimo nekako, da boste po 1/4 preverjanih ključev naleteli na ta prav ključ, še vedno, poglejte, število let, ki jih boste za to porabili, je bistveno preveliko. Tako da tukaj imamo, temu pogoju smo zadostili, število ključev je tako veliko, da se tega ne da kar preveriti enega za drugim. Ampak, vedno je kak ampak nekje, in tukaj pri tej šifri, ki sem jo zdaj opisal, temu se reče substitucijska šifra, ker črke zamenjujemo, je problem tale diagram tukaj. Ta diagram tukaj nam pove, kako pogosto se črke to je za angleško besedo, za angleško abecedo, kako pogoste se črke v nekem angleškem besedilu, kako pogosto se te črke pojavljajo. Za angleško besedilo se izkaže, da je najbolj pogosta črka E, ki se pojavi v približno 12%, potem za njo pride črka T, ki se pojavi v približno 9%, in črka A in tako naprej. Najbolj poredke črke v angleščini so pa X, Q, J in pa Z. Vidite na koncu, niti v 1%, v 0,1% približno se te črke pojavljajo v nekem tipičnem angleškem tekstu. Zdaj, to ni uporabno samo za kriptografijo. Ena zanimiva zadeva, ker je ta distribucija črk angleške besede bila uporabljena, je Morsejeva abeceda. Morse, ko je to svojo Morsejevo abecedo skonstruiral, je seveda zelo pametno
črko E nadomestil s pikico, črko T pa samo z eno črtico. Ti dve črki se v angleški besedi najbolj pogosto uporabljata in je rekel pač zato, da bo čim lažje uporabljati Morsejevo abecedo, bomo te najbolj pogoste črke nadomestili z najbolj enostavnimi simboli, torej s pikico in pa črtico. V slovenščini je malo drugače. V slovenščini imamo črke E, A, O in I, ki so najbolj pogoste in se pojavljajo, kot tukaj vidite, E in A, približno v 10 do 11%, v nekem tipičnem slovenskem besedilu, O in I potem v 9% in tako naprej, do F-ja, ki je najbolj redek v slovenskem tekstu in se pojavlja nekje v 10%. No in ko to vemo, to substitucijsko šifro lahko na dokaj enostaven način, kot temu rečemo, razbijemo, tudi če ne poznamo tega skrivnega ključa. Pa dajmo si v teh zadnjih 5 minutah tega prvega dela en primer pogledati, kako lahko to naredimo. Temu se reče potem frekvenčna analiza teksta, da pogledamo, katere črke se večkrat pojavljajo, katere manjkrat, in s pomočjo tega potem lahko to substitucijsko šifro razbijemo oziroma dešifriramo brez poznavanja tega skrivnega ključa. Tukaj je recimo primer enega teksta, slovenskega teksta, ki je zašifriran s to substitucijsko šifro. Ampak sem že, zdaj, da ne bomo izgubljali preveč časa, sem jaz že malo preštel, vseh črk v tem tekstu je 2375, črka K se pojavlja v 251 primerih, kar je 10,57%, črka I se pojavi v 10,23% in tako naprej, do črke M, ki se v tem tekstu tukaj pojavi samo dvakrat, torej v 0,08%. In zdaj, če primerjate to distribucijo, ki sem jo tukaj dobil črk v tem šifriranem tekstu, s to distribucijo črk v slovenščini dobite naslednjo zadevo. V zgornji vrstici so črke šifriranega teksta in v koliko procentih se pojavljajo, K, I, L, F, P in tako naprej. V spodnji tabeli, v zgornji tabeli imate najprej v zgornji vrstici 7 najbolj pogostih in pa v spodnji vrstici 7 najmanj pogostih. V spodnji vrstici imate pa dejansko, kolikokrat se dejanske črke pojavljajo v slovenskem tekstu. Zopet v zgornji vrstici 7 najbolj pogostih, nisem vseh pisal, v spodnji vrstici pa 7 najmanj pogostih. Vidite, da se procenti zelo, zelo dobro ujemajo. Nas kar mika, da bi rekli, da K je verjetno črka E, I je črka A, L je črka O, F je črka I in tako naprej. M mora biti črka F in tako naprej. Seveda malček moramo biti previdni, malček se lahko tudi kakšne napake zgodijo in mogoče tekst ni ravno tipičen, ampak dokaj varno lahko predpostavimo, da tiste 4 najbolj pogoste črke v šifriranem tekstu, K, I, L, F, se bojo zamenjale s 4 najbolj pogostimi črkami v originalnem slovenskem tekstu, torej E, A, O in I. Črka P, vidite, je tako tipična, tukaj s 7%, tako kot je črka N v originalnem tekstu, 6,33%, tako da lahko skoraj 100% rečemo, da črka P mora pa predstavljati ravno črko N. In podobno na koncu, oziroma tukaj še S in naslednje 3 črke, S, B in C, 5%, 4%, morajo biti seveda N, L in S, so tudi tukaj, tako to nekako lahko tudi predpostavimo. Ta zadnja M, ki se v najmanj primerih pojavlja,
smo pa skoraj sigurni, da mora biti črka F. Ne? Tako. In zdaj se malček igračkamo, malček probavamo, kaj lahko, pa še malček lahko pogledamo. Ne? Prej sem govoril o besedah, ki so dolžine 1 in pa dolžine 2. Ne? V slovenščini sicer kar nekaj jih je, ampak so zelo posebne. Ne? Zdaj tukaj imate črko K, ki predstavlja tudi besedo dolžine 1. Zdaj smo rekli, K je ena od črk E, A, O, I, a ne? Od teh nekatere predstavljajo tudi besede dolžine 1. O in A ne? Sta lahko besedi dolžine 1. E in I pa ne, tako da K mora biti ena od teh dveh, A ali pa O. A ne? In podobno, zdaj nam že malček časa zmanjkuje, bom malček bolj hitro šel ta primer skozi. Podobne zadeve lahko še za ostale črke malček premislimo, pa potem si rečemo, dajmo probati, ne? Recimo, dajmo K nadomestiti z A-jem, veliki I dajmo nadomestiti z malim I-jem, L nadomestimo z E-jem, F z O-jem in tako naprej, pa dajmo pogledati, kaj dobimo. Ne? No in tukaj sem tiste črke, ki sem jih že nadomestil, sem z malimi tiskanimi črkami nadomestil, ne? Tiste, ki pa še niso zamenjane, so pa še vedno velike tiskane. Ne? In vidite, da se nam že pojavijo neke smiselne besede. Ne? Tukaj zgori imate nesmiselno, ne? Ampak hitro vidite, da to mora biti nesmiselno. Ne? Torej, veliki A moramo zamenjati z malim M-jem. Tukaj imate spodaj ja res, ne? Ampak seveda lahko uganemo, da mora biti to zares, torej veliki J zamenjamo z malim Z-jem. Ta zadnja beseda od spodaj sosei, sosedi. Hitro, ukolikor smo zamenjali črke na ta prav način, dobivamo neke besede smiselne. Če pa ne, pa probamo tukaj malček zamenjati. Seveda, malček se bomo morali pomatrati, ne bo šlo vedno kar tako. Kot rečeno, hitro iz teh besed, ki se nam tukaj pojavljajo, hitro vidimo, da veliki A moramo zamenjati z malim M-jem, J z Z-jem. Ko to naredimo, se nam še dodatne besede tukaj pojavljajo. In lahko s tem načinom nadaljujemo in tako naprej, dokler ne pridemo do originalnega besedila. Tukaj sem si sposodil neko besedilo iz Harryja Potterja, ampak sem moral Harry zaradi Y, da se ne bomo zdaj še z angleško besedo tukaj matrali, nadomestiti z Markotom, ampak tako. Nekako nauk tega primera je, da ni zadost samo to, da je število skrivnih ključev zadost veliko, da jih nasprotnik ne more preveriti enega za drugim. So tudi druge zadeve, na katere je treba paziti. Ena od teh je seveda frekvenca črk, ki se pojavljajo v abecedi. To moramo na nek način zagotoviti, da se ta frekvenca tistih pogostih črk zgubi, oziroma tistih redkih črk, da se poveča. In imamo tudi primere teh šifer. Ena od teh je Vižinejeva šifra, ampak jo ne bomo imeli časa, da si malček pobliže pogledati, ki tudi za to poskrbijo in so zato bolj varne, ampak se pa pojavijo drugi problemi. Tako, jaz mislim, da smo zdaj prišli do odmora. Lep pozdrav nazaj. No, kot že rečeno na začetku, v tem drugem delu predavanja bi si pa pogledali ta sistem, kriptografski sistem, ki je uporabi danes, ki se smatra za varnega in se ga uporablja danes. Pogledali si bomo najprej nekatere matematična ozadja, na katerih temelji ta sistem. Jaz upam, da nam bo tudi časovno uspelo ta sistem lepo opisati. Mogoče bo kakšna zadeva lih malček bolj zahtevna v tem delu, ampak nič se ustrašiti.
Zdaj, vkolikor nam časovno ne bo uspelo, sem pa jaz vsekakor pripravljen za tiste, ki vas bi to dodatno zanimalo, tudi še kakšno dodatno predavanje narediti, da se lahko potem malček bolj poglobimo v ta primer. Zdaj, prej kot gremo konkretno na ta primer, ki bi ga rad opisal, še par besed o tako imenovani simetrični in pa asimetrični kriptografiji. Ta dva primera, ki smo jih spoznali v prvem delu predavanja, sta oba dva primera tako imenovane simetrične kriptografije. S tem hočemo povedati, da je ključ, ki ga uporabljamo za šifriranje besedila, isti kot ključ, ki ga uporabljamo za dešifriranje sporočila, oziroma isti ali pa pač samo obratenje. Se pravi, pri Cezarjevi šifri šifriranje poteka tako, da v abecedi črke nadomestite s črkami, ki so v abecedi K mest za njimi, pri dešifriranju pa naredite obratno, zamenjate s črke s tistimi, ki so v abecedi K mest pred njimi. Podobno pri tej substitucijski šifri, pri šifriranju črke iz zgornje vrstice, tiste tabele nadomestite s črkami iz spodnje vrstice, pri dešifriranju pa obratno. Oziroma, če to povem z drugimi besedami, pri simetrični kriptografiji, brž ko poznate ključ za šifriranje, lahko iz njega enostavno dobite ključ za dešifriranje. Če veste, kako se pri Cezarjevi šifri šifrira, veste tudi, kako se dešifrira, in podobno pri tej substitucijski šifri. Danes se pa uveljavlja tako imenovana asimetrična kriptografija, kjer pa ključ za šifriranje ni isti kot ključ za dešifriranje, oziroma iz ključa za šifriranje se ne da enostavno dobiti ključa za dešifriranje. Ta dva ključa sta nekako različna. Kaj je prednost, če imamo kakšen tak primer, asimetrične kriptografije? Prednost je potem v tem, da lahko nekdo ta ključ, ki ga uporablja za šifriranje, kar javno objavi nekje, je vsem dostopen. Ta ključ, ki ga pa uporablja oseba za dešifriranje, ga pa ima samo ta oseba in je pač njen skrivni ključ, ki je samo njej znan. In v tem primeru je potem bistveno lažje to komuniciranje med različnimi uporabniki. Kdor bi želel, recimo tukaj na tej sliki, tej osebi Alice poslati neko sporočilo, pogleda, kaj je njen ta javni ključ, ki ga uporablja za šifriranje, ta je objavljen, ne vem, nekje na spletu, na njeni spletni strani ali ne vem kaj, s pomočjo tega javnega ključa za šifriranje sporočilo zašifrira, pošlje to zašifrirano sporočilo tej osebi, ta oseba, ki pa edina ima ključ tudi za dešifriranje, pa potem zna iz tega zašifriranega sporočila nazaj originalno besedilo dobiti. S to simetrično kriptografijo, tista prej, o kateri sem govoril, ko se da iz ključa za šifriranje enostavno dobiti tudi ključ za dešifriranje, tam je kar en kup enih problemov, ki se pojavljajo, od tega, da morata, če želita dve osebi začeti komunicirati med sabo, si najprej izmenjati ta skrivni ključ in se pojavi problem, kako si bova pa izmenjala skrivni ključ, tudi to rabva narediti tako, da ga ne bo nekdo prestregel. Tukaj pri asimetrični to ni problem, ker Alice recimo lahko ta ključ za šifriranje pač javno objavi na svoji spletni strani in je problem rešen. Ampak ne bomo tukaj zdaj kaj dosti časa s tem izgubljali. Kot rečeno, če bo interes, lahko ob kakšni drugi priložnosti bolj podrobno. Zdaj bi pa se raje posvetili tako imenovanemu RSA kriptosistemu. RSA je enostavno samo kratica sestavljena iz prvih črk priimkov treh matematikov izraelskih, Rivest, Shamir in pa Edelman, ki so ta sistem odkrili. Tukaj so ti trije kampeljci še v tistih časih, ko so ta sistem
odkrili, da so že to malček starejši gospodje. Pa se dajmo malček, kot rečeno, o matematičnem ozadju varnosti in pa kako je ta šifra sestavljena, pogovoriti. Neko naravno število. Vi veste, da vsako naravno število lahko zapišete kot produkt praštevil, temu rečemo, da to naravno število razstavimo na prafaktorje. No in kako to naredimo? Recimo 15, 15 je 3 krat 5, je produkt praštevila 3 in praštevila 5. 12 je 2 krat 2 krat 3, produkt praštevila 2, pa še enkrat praštevilo 2, pa praštevilo 3. In zdaj, če vam jaz dam neko naravno število, recimo, 114, kako ga boste razstavili na prafaktorje? Ja, tako, da ga boste probali deliti lepo s praštevili po vrsti. Najprej delite s praštevilom 2, potem s praštevilom 3, s praštevilom 5, 7 in tako naprej. Probate deliti z vsemi praštevili, izkaže se, da je dovolj s tistimi, ki so manjša ali pa enaka korenu iz n, ker če je število n sestavljeno število, torej je produkt nekih praštevil, potem je vsaj eno od teh praštevil manjše od korena iz n. In ga boste na tak način lahko dobili. Recimo 1815, probamo najprej deliti z 2, pa vidimo, da se pri deljenju z dvojko deljenje ne izide, pa rečemo, ok, pustimo to, gremo naprej, delimo s 3 in evo, 1815 je 3 krat 605. Zdaj pa nadaljujemo isto proceduro 605. Probamo zdaj z 2, nam ni treba več deliti, ampak rečemo, dajmo še enkrat probati deliti s 3, ampak pri 605 se deljenje s 3 ne izide več, tako da gremo na naslednje praštevilo, 5, 605 se izkaže, da je 5 krat 121, torej imamo že 3 krat 5 krat 121 in podobno potem naredimo 121, ki pa se izkaže, da je 11 krat 11. Pa pridemo do samih praštevil, torej 1815 je 3 krat 5 krat 11 krat 11. Zgleda zelo preprost postopek, to, kar bi nekako vsakdo znal narediti, ampak se zaplete, če je število, ki bi ga radi razstavili na prafaktorje, zelo veliko število. Recimo tukaj, če se boste malček hoteli pomatrati, koliko je to, 89 milijonov 747 tisoč 27, če bi ga želeli na tak način, kot sem ga opisal tukaj, razstaviti na prafaktorje, se pravi, lepo greste po vrsti, praštevilo 2, 3, 5, 7 in tako naprej, se boste kar namatrali, ker boste morali priti do praštevila 109, ko se bo vam deljenje izšlo. Namreč to število se izkaže, da je 109 krat 149, produkt dveh praštevil, to sta obe dve praštevili, in vam bo vzelo kar precej časa, da pridete do tega razcepa na prafaktorja. Seveda, z računalnikom bi šlo malček hitreje, ampak to število lahko tudi še večje vzamemo, pa tudi računalniki imajo potem hitro težave. Dajmo se malo pogovoriti o tem, koliko je to razstavljanje na prafaktorje težka naloga. Dajmo vpeljati eno funkcijo, dajmo jo reči pi od n, in ta funkcija naj nam pove za neko naravno število n, koliko je praštevil, ki so manjša ali enaka n-ju. Tukaj imate recimo tabelco, če vzamete, da je n1, koliko je praštevil, ki so manjša ali enaka od 1, ja nobeno praštevilo ni manjše ali enako 1, torej je pi od 1 enako nič. Vrednost te funkcije pi je enaka nič za enko. Kaj pa pri dvojki, koliko je praštevil, ki so manjše ali enake 2? Ja, samo eno praštevilo je, ki je manjše ali enako 2, to je praštevilo 2, torej je pi od 2 enako 1. In tako naprej. Kaj pa recimo pi od 6? Koliko je praštevil, ki so manjša ali enaka 6? Ja, 3 praštevila so manjša ali enaka 6, to so 2, 3 in pa 5,
torej je pi od 6 enako 3. In tako naprej, a ne? Izkaže se, da je praštevil, ki so manjša ali enaka od 125, torej je pi od 100 enako 25. 25 praštevil je, ki so manjša ali enaka 100. Od 100, ne? Prvo je 2, 3, zadnje pa mislim, da je potem, ki je manjše ali enako od 100, je, mislim, da 97, ne? Tako, ne? No in tukaj je en zelo znan izrek matematični iz področja teorije števil, tako imenovan izrek o praštevilih, ki pravi, da je vrednost te funkcije pi od n približno enaka n ulomljeno naravni logaritem od n. To, kar je v spodnji vrstici napisano, to je samo en tak bolj fancy način, kako to na tak bolj matematičen način povemo. Temu bi rekli, da je limita, ko gre n proti neskončno, od kvocienta pi od n ulomljeno n krat logaritem od n enaka 1, ampak to nam samo pove, da ko je n zelo veliko število, sta vrednosti teh dveh funkcij, torej pi od n, tak je v števcu, in pa n ulomljeno naravni logaritem od n, približno enaki. Torej število praštevil med 1 in n, vrednost te funkcije pi od n, je približno enaka n ulomljeno naravni logaritem od n. Tukaj imate primerjavo, recimo za par potenc števila 10, koliko je vrednost funkcije pi od n, se pravi, koliko je praštevil, ki so manjše od tega števila, in koliko je vrednost te funkcije n ulomljeno naravni logaritem od n. Vidite, da sta približno enaki, čeprav je ta n ulomljeno naravni logaritem od n, vsaj za teh 7 primerov tukaj vedno malček manjša, kot je vrednost te funkcije pi od n. Recimo, število praštevil, ki so manjša ali enaka 10 na 6, je 78498, vrednost te funkcije n ulomljeno naravni logaritem od n, v primeru, ko je n enako 10 na 6, je pa približno 72382, pa potem decimalna vejica in potem še nekaj naprej. No, zdaj pa dajmo si malček probati zamisliti naslednjo zadevo. Recimo, dajmo si izbrati dve zelo veliki praštevili. Dajmo jih označiti s p in q. In tukaj, ko rečem zelo veliki praštevili, recimo, da imata približno 100 decimalnih mest, obe dve. Tako da sta približno toliko veliki, kot je 10 na 100. In dajmo ti dve zelo veliki praštevili zmnožiti med sabo, p krat q, in dajmo ta produkt označiti z n-jem. Torej, ker sta bili ti dve praštevili p in q, sta imeli obe dve približno 100 decimalnih mest, bo imel produkt potem okrog 200 decimalnih mest, torej bo približno toliko velik, kot je 10 na 200. Koliko je zdaj koren iz n? Ja, če je bil n približno 10 na 200, je koren iz n približno koren iz 10 na 200, kar pa je zopet 10 na 100. Zdaj pa se dajmo vprašati, recimo nekdo nam da to število n, pa nam ne pove, kaj sta ti dve praštevili p in q. In nam reče, daj ti to število n razcepi na produkt prafaktorjev. Torej, probaj ugotoviti, kaj sta ti dve praštevili p in q. In vi se boste pač lotili, tako kot smo prej ugotavljali, delili boste s to število n najprej z 2, pa s 3, pa s 5, 7 in tako naprej, dokler ne boste prišli do ta prvega praštevila, recimo p, ki deli ta n. Ampak kot rečeno, morate probati vsako praštevilo, ki je manjše ali enako korenu iz n. Ja, koliko pa je teh praštevil, ki so manjša ali enaka korenu iz n? Ja, ne vemo koliko, točno, ampak glede tega, kar smo tukaj videli, število praštevil med 1 in n, v našem primeru koren iz n, bo približno enako koren iz n ulomljeno naravni logaritem
iz korena iz n in to zdaj znamo oceniti. Koren iz n je približno 10 na 100, smo že ugotovili, koliko je pa zdaj število praštevil, ki so med 1 in pa korenom iz n, ja to je pa približno koren iz n, ulomljeno naravni logaritem iz koren iz n, in če je bil koren iz n približno 10 na 100, je to približno enako 10 na 100 ulomljeno naravni logaritem od 10 na 100. Ja, to pa znamo zračunati, zato ker vemo, da logaritmi imajo to lepo lastnost, da če moramo izračunati recimo logaritem od 10 na neko potenco, lahko tisti eksponent potence prenesemo pred logaritem. To je tista zelo znana lastnost logaritemske funkcije. Tako da je to dalje enako 10 na 100 ulomljeno 100-krat naravni logaritem od 10. In če zračunate, koliko je to 100-krat naravni logaritem od 10, boste videli, da je to približno 230. Tako da je to dalje enako približno 10 na 100 ulomljeno 230, kar pa se izkaže, da je približno 4-krat 10 na 97. Se pravi, če bi vi hoteli to veliko število n razstaviti na produkt teh dveh praštevil p krat q, bi morali probati približno 4-krat 10 na 97 praštevil, prej kot bi nekako odkrili ta prvo od teh dveh praštevil, ki n sestavljata. To je ogromno število in to je bistveno preveč, tudi če imate na razpolago ne vem kako zmogljive računalnike za to narediti. Torej, zaenkrat si dajmo zapomniti to, če vam dam neko naravno število in če je to naravno število zelo veliko, je razstavljanje tega števila na prafaktorje zelo zahtevna naloga, časovno zelo zahtevna. Saj v principu je enostavna, je pač potrebno zaporedoma probati to število deliti z 2, 3, 5, 7, 11 in tako naprej, ampak časovno je pa to zelo zahtevna naloga, praktično neizvedljiva, tudi če imate ne vem kako dober računalnik, ukolikor je ta n zadost velik. Najprej to. Zdaj pa si dajmo malček tega možakarja pogledati, oziroma ne njega, ampak nekaj, kar je on odkrival, to je znan švicarski matematik Euler. Pa dajmo si najprej pogledati zopet še eno funkcijo, ki se imenuje po njem, Eulerjeva funkcija se to imenuje. Pa dajmo najprej ponoviti, kdaj rečemo, da sta dve naravni števili med sabo tuji. Rečemo, da sta dve naravni števili med sabo tuji, če je njun največji skupni delitelj enak 1. Ne vem, recimo 9 pa 4 sta tuji števili. Skupni delitelj, največji skupni delitelj devetke in štirke je 1 in zato sta 9 in 4 tuji števili. Medtem ko pa 9 in pa 15 nista tuji števili, ker je njun največji skupni delitelj 3. Trojka deli tako devetko kot 15 in zato nista 9 in 15 nista tuji števili. No in zdaj, podobno kot pri tisti prejšnji funkciji pi, ki nam je štela, koliko je praštevil med 1 in n, bomo tukaj vpeljali še eno funkcijo, ki jo bomo označili s fi od n. Ta funkcija nam bo pa preštela, koliko je med 1 in n števil, ki so tuja n-ju. Koliko je števil med 1 in n, ki so tuja številu n. In tukaj imate vrednost te funkcije fi od n izračunane za prvih 10 naravnih števil. Recimo, koliko je fi od 6, koliko je števil med 1 in 6, ki so tuja šestki. Ja, samo dve sta taki števili. Enka je tuja šestki in pa petka je tuja šestki.
Dvojka, trojka in štirka pa niso tuje šestki, ker največji skupni delitelj recimo dvojke in šestke je 2, največji skupni delitelj trojke in šestke je 3 in največji skupni delitelj štirke in šestke je zopet 2. Ne? Koliko je recimo fi od 10? Koliko je števil med 1 in 10, ki so tuja desetki? 4 so taka števila, namreč 1, 3, 7 in pa 9. Ne? Ta 4 števila so tuja desetki, ostala števila med 1 in 10 pa niso tuja desetki. Ne? Tako, ne? No, ampak dajmo se zdaj malček v splošnem pogovoriti. Ne? Recimo, da vzamemo praštevilo. Koliko je potem fi od p? Koliko je števil med 1 in p, ki so tuja p-ju? Ne? Ja, kar vsa števila med 1 in p, razen p-ja samega, so tuja p-ju. Zakaj? Zato, ker je p praštevilo. Kaj pa so delitelji praštevila? Ja, delitelji praštevila sta samo 2, a ne? Če vzamete praštevilo p, ima to praštevilo samo 2 delitelja, enko in pa samega sebe. Ne? In zdaj, če vzamete neko število, bilo katero število, in hočete zračunati, kaj je skupni delitelj tega števila in pa tega praštevila p, ja, zato ker ima p samo 2 delitelja, 1 in p, imate tudi za skupne delitelje samo 2 možnosti. Lahko je skupni delitelj 1 ali pa je skupni delitelj p. Ne? Ampak, če ste si to število, ki ste se ga izbrali, če je to število manjše od p-ja, če je med 1 in pa p minus 1, ja, potem ne more imeti delitelja p, ne? Ker delitelj je vedno manjši ali enak številu, katerega deli. Ne? Tako da, če vzamete število, ki je manjše od p minus 1, manjše ali enako od p minus 1, mora nujno imeti največji skupni delitelj s p-jem enak 1, torej je tuje p-ju. Recimo, dajmo vzeti praštevilo 7. Ne? Vsa števila med 1 in 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so vsa tuja sedemki, ker edini skupni delitelj, ki ga lahko dobite, je 1 ali pa 7, to je zaradi tega, ker je sedemka praštevilo, in ker so ta števila manjša od 7, ne morejo imeti za delitelj sedemke, torej mora biti skupni delitelj 1. Ne? No, število 7 pa seveda ni tuje samo sebi, se največji skupni delitelj sedmice in sedmice je kar seveda 7. Torej, za vsako praštevilo je števil med 1 in p, ki so tuja p-ju, kar enak p minus 1, ker so kar vsa števila, ne, od 1 do p minus 1 tuja p-ju. No, zdaj pa pojmo en korak naprej. Ne? Dajmo vzeti, tako kot prej, 2 različni praštevili. Tukaj ne bomo zdaj preveč časa zgubljala. Ne? Pa ti 2 različni praštevili zmnožite med sabo in se zopet vprašamo, koliko je zdaj vrednost te Eulerjeve funkcije fi za ta produkt, fi od p krat q. Recimo, koliko je fi od 15? Ne? 15 je recimo primer takega števila, ki je produkt 2 različnih praštevil, 3 krat 5. Ne? In tudi tukaj lahko dokaj hitro razmislimo, koliko je ta vrednost. Namreč, tukaj pa dajmo raje obratno narediti, dajmo prešteti, katera števila med 1 in n niso tuja n-ju. Najprej dajmo prešteti, koliko je takih, ki niso tuja n-ju. No, zdaj, če število ni tuje n-ju, potem mora imeti največji skupni delitelj, ki je večji od 1, ampak če je večji od 1, je lahko kaj samo? Ja, n je enak p krat q, se pravi, njegovi delitelji so samo kateri? N ima samo 4 delitelje. 1, p, q ali pa p krat q, kar je ta n. Ne? Ampak, če si izberemo število, ki je manjše od n-ja, ta delitelj ne more biti n, in če si izberemo število, ki ni tuje n-ju, potem ta delitelj ne more biti 1, se pravi, ostane samo, da je p ali pa q. In zdaj, če še malček to razmislite, ne, se hitro izkaže, da ravno večkratniki števila p
in pa večkratniki števila q so tista števila med 1 in n-jem, ki niso tuja n-ju, torej p, dvakrat p, trikrat p in tako naprej, in pa q, dvakrat q, trikrat q in tako naprej. To so tista, ki niso tuja n-ju, torej za 15 vam to pove, da števila, ki niso tuja 15, ki so kaj? 3, 6, 9, 12, 15, večkratniki števila 3, pa večkratniki števila 5, torej 5, 10, pa zopet 15. Ko pridete do 15, se vam dvakrat je to večkratnik in števila 3 in števila 5. Zdaj pa znamo prešteti, koliko jih je. Torej števil, ki niso tuja p-ju je q plus p minus 1, namreč q večkratnikov števila p imamo, pa p večkratnikov števila q, s tem, da smo produkt p krat q zdaj tukaj dvakrat šteli in ga moramo zato enkrat odšteti, torej jih je q plus p minus 1. Torej tistih, ki pa so tuja n-ju, jih je pa zdaj n minus število teh števil, ki niso tuja n-ju, torej n minus q plus p minus 1, kar je pa ravno p minus 1 krat q minus 1. P minus 1 krat q minus 1. Torej recimo pri 15-ki, ker je 15 3 krat 5, je phi od 15, torej število števil, ki so tuja 15, je 2 krat 4. Če vzamete za p3 pa za q5, dobite p minus 1 je 2, q minus 1 je 4, torej 2 krat 4, 8 je takih števil med 1 in 15, ki so tuja 15. No, Euler je pa potem to svojo funkcijo phi od n uporabil za to, da je dokazal naslednji izrek, ki pravi naslednje. Če vzamemo neko naravno število n in neko naravno število a, tako da sta n in a tuja, in izračunamo potenco a na phi od n, se izkaže, da če to potenco a na phi od n delimo z n-jem, dobimo vedno ostanek 1. Ne glede na to, kaj je n, ne glede na to, kaj je a, samo to rabimo, da sta a in n tuja med sabo. Ostanek pri deljenju potence a na phi od n z n-jem je vedno enak 1. Tukaj si pogledamo recimo en primer, dajmo za n vzeti 15, smo že prej izračunali, da je phi od 15 enako 8, za a dajmo vzeti recimo 11, 11 in 15 sta tuja med sabo in če zdaj izračunamo potenco 11 na 8, torej a na phi od n, dobimo to veliko število tukaj, 214 milijonov 358 tisoč 881. In če to število delimo s 15, se izkaže, da dobimo kvocijent 90 tisoč 592, ostanek pa 1. In to se vam po Eulerjevem izreku se vam to vedno zgodi. Ne samo v tem konkretnem primeru tukaj, vedno, ko sta števili a in n med sabo tuji. No, še eno zadevo bomo potrebovali, nekaj, kar se tiče ostankov, pa bom tudi to bomo, kar ne bomo se tukaj prav kaj preveč poglabljali, zakaj je to res. Dajmo vzeti neka naravna števila, 4 naravna števila n, a, c in d. Pa naj bo r ostanek, ki ga dobimo, če število a na c delimo z n-jem. Potem velja naslednje, če bi želeli to dvojno potenco a na c, pa potem še vse skupina d deliti z n-jem in zračunati, koliko je ostanek, potem to lahko bolj enostavno naredimo tako, da kar ta ostanek r damo na število d in zračunamo, koliko je ostanek tega števila pri deljenju z n-jem. Zakaj je zdaj, recimo, kaj je pomen tega, kar sem tukaj zdaj nekako probal razložiti? Zdaj, ko dvakrat potencirate a na c, pa potem še na d, boste takoj dobili zelo, zelo velika števila. To hitro, ta števila postanejo izredno velika.
In če želite zračunati, koliko je ostanek tega zelo velikega števila pri deljenju z n-jem, si lahko pomagate na naslednji način. Ne greste zračunati, koliko je a na c, pa potem še na potenco d in to število potem delite z n-jem. Raje naredite to, najprej zračunate samo a na c, ki je seveda manjše število, potem zračunate, koliko je ostanek tega števila pri deljenju z n-jem, dobite ostanek r, je tudi to razmeroma majhno število, in potem ta ostanek daste potem še enkrat na potenco d in zopet zračunate ostanek pri deljenju s številom n. Dajmo se tukaj en konkreten primer pogledati, ker bo bolj jasno, kaj smo želeli povedati. Dajmo vzeti, da je n enako 7, a je 3, c je 5, d je 2. Zdaj, lahko zračunamo najprej 3 na 5, to je 243, in če 243 delimo s 7, se izkaže, da dobimo ostanek 5. Zdaj pa ta ostanek, no tako, če to trojko dvakrat zaporedno potenciramo, damo najprej na 5, pa potem še na kvadrat, dobimo število 59049 in če to število delimo s 7, se izkaže, da dobimo ostanek 4. Torej, en način, kako to naredimo, je, da damo trojko kar dvakrat na potenco, najprej na 5, potem pa na 2, bomo dobili pri deljenju s 7 ostanek 4. Druga možnost je pa, da najprej zračunamo 3 na 5, pogledamo, koliko je ostanek tega števila pri deljenju s 7, to je 5, in potem damo ta ostanek, torej 5, še na kvadrat, 25, in zračunamo ostanek tega števila pri deljenju s 7, ki je zopet enak 4. V obeh dveh primerih bomo dobili isto število, ampak v prvem primeru smo morali najprej zračunati, koliko je 3 na 5, pa še na kvadrat, in smo dobili tako zelo veliko število, 59.000 in tako naprej. V tem drugem primeru smo pa najprej zračunali 3 na 5, dobili razmeroma majhno število 243, ostanek pri deljenju s 7 je 5, pa dali ta ostanek še na kvadrat, ki je zopet razmeroma majhno število, in dobili zopet ostanek 4. Tako, zdaj pa dajmo na koncu se, kot rečeno, pogovoriti o tem RSA kriptosistemu. Zdaj mislim, da imamo vse pripravljeno, kar je potrebno. Kaj naredi recimo Boris? Boris si bo izbral dve različni, kot smo že prej omenjali, zelo veliki praštevili p in pa q. Ti dve praštevili bo zmnožil med sabo in zračunal, koliko je vrednost te funkcije phi od n od tega produkta. In smo že prej povedali, da bo ta vrednost enaka p minus 1 krat q minus 1. Dalje naredi še naslednjo zadevo. Izbere si poljubno naravno število med 1 in pa tem p minus 1 krat q minus 1, ki je tuje temu številu p minus 1 krat q minus 1. In potem naredi še naslednje. Poišče še eno naravno število d, ki je ravno tako med 1 in pa p minus 1 krat q minus 1, za katero se izkaže, da je ostanek pri deljenju produkta d krat e, zopet s tem produktom p minus 1 krat q minus 1, enak 1. Oziroma z drugimi besedami povedano, za katerega velja število d, za katerega velja, da je število d krat e minus 1 deljivo s tem produktom p minus 1 krat q minus 1. Zdaj, izkaže se, ampak se ne bomo tukaj preveč ustavljali glede tega, da je tako število d samo eno tako število je, da tako število vedno obstaja, je samo eno in ga lahko Boris na razmeroma enostaven način dobi s pomočjo Evklidovega algoritma, ki ga uporabljamo za računanje največjega skupnega delitelja dveh števil.
Ne? No, zdaj, za tako izbrana ta števila, zdaj imamo 5 števil izbranih, P, Q, N, D in E, se izkaže naslednje, pa zopet tukaj ne bomo zdaj preveč časa s tem izgubljali. Če izberemo neko število M, ki je med 1 in pa P krat Q, se izkaže, da če daste to število M najprej na potenco E, pa potem še na potenco D in ga potem delite s številom N, dobite ostanek, ki je ravno enak temu M-ju nazaj. Ostanek, ki ga boste dobili pri deljenju števila M na E, pa še na D, s številom N, je ravno enak temu M-ju. In to sledi iz tega Eulerjevega izreka, ki sem ga prej vam povedal, ampak ne bomo zdaj, kot rečeno, tukaj se bolj detaljno poglabljali v to, ker nas tudi že malček čas preganja, ne? Ampak to se zdaj lahko uporabi za ta RSA kriptosistem. Kaj zdaj naredi Boris? Boris javno objavi ti dve števili N in pa E. N in pa E recimo objavi na svoji spletni strani. V tajnosti, se pravi sam zase, pa zadrži to število D. N in E javno objavi, D pa zadrži zase. N in E sta tako imenovan javni ključ, D pa zasebni ključ. Zdaj, če bi nekdo želel iz tega javnega ključa, iz števil N in E, izračunati to število D, kaj je D, če se vrnemo malo nazaj. D je tisto edino število, za katerega velja, da je D krat E minus 1 deljivo s P minus 1 krat Q minus 1. Če bi nekdo hotel iz N-ja in E-ja izračunati, kaj je D, bi seveda potreboval število P minus 1 krat Q minus 1. Če pa želi to število izračunati, koliko je P minus 1 krat Q minus 1, rabi ti dve praštevili P in Q. Če bi nekdo vedel, kaj sta P in Q, bi pač enostavno izračunal P minus 1 krat Q minus 1 in potem s pomočjo, kot smo rekli prej, Evklidovega algoritma, bi izračunal še D. Ampak teh dveh praštevil P in Q nimamo, ker če bi jih radi dobili, bi morali to število N razcepiti na produkt prafaktorjev. Kot smo pa videli prej, je to praktično nemogoče narediti v nekem doglednem času. In zdaj, če nekdo želi Borisu poslati sporočilo, kaj naredi? Zdaj, prej smo šifrirali črke, ampak zdaj bomo v bistvu šifrirali števila. Sej, ko se pogovarjate recimo preko e-maila, tako, kar se pošilja preko interneta, se niso črke, besedilo se najprej pretvori v neke zaporedje nič ali nenk, in kar se pošlje, potem so v bistvu to zaporedje nič ali nenk, pošljajo se neka števila, tako da lahko se kar pogovarjamo o tem, da ne šifriramo več črk, ampak šifriramo kar števila. Recimo, Anica bi zdaj želela Borisu poslati neko število M. Kaj naredi? Izračuna, vzame Borisov javni ključ, torej N in pa E, števili N in pa E, izračuna število M na E in izračuna ostanek tega števila M na E pri deljenju številom N. In ta ostanek, ta R, pošlje Borisu. Kaj bo naredil Boris, ko ta ostanek dobi? Ta ostanek bo dal še na potenco D, in potem poiskal ostanek tega števila R na D pri deljenju številom N. In ravno prej smo omenili, da če to naredimo, če to število M damo najprej na potenco E, pa potem še na potenco D, je ostanek tega števila pri deljenju z N-jem kar enak nazaj M-ju. Torej, kaj bo tukaj Boris na koncu dobil, ko bo
še zračunal ostanek tega števila R na D pri deljenju z N-jem, je ravno nazaj tisto število M, ki mu ga je Anica poslala. Dajmo si zdaj mogoče en konkreten primer tukaj pogledati, ker zdaj je bilo teh M-jev, pa D-jev, pa E-jev je bilo zdaj tukaj ogromno in bo mogoče na nekem konkretnem primeru tukaj postalo bolj jasno, kaj se pri tem RSA kriptosistemu dogaja. Recimo, da je Boris izbral naslednji dve praštevili, P5, Q pa 11. Zračunal je produkt teh dveh praštevil, torej 5 krat 11 je 55, in pa vrednost tiste Eulerjeve funkcije, torej P minus 1 krat Q minus 1, kar je 40. Izbral si je neko število med 1 in pa 40, torej med 2 in 39, ki je tuje 40, recimo, da si je Boris izbral število 23. 23 je tuje 40. Zdaj je s pomočjo tega Evklidovega algoritma izračunal to število D, za katero velja, da je produkt E krat D minus 1 deljiv 40, torej s P minus 1 krat Q minus 1, in v tem primeru se izkaže, da je to število D enako 7. 11 krat 7, 77, oziroma ne 11, tukaj je napaka, 23 krat D mora biti 23 krat D minus 1 mora biti deljivo z 40. 23 krat 7 minus 1, če se boste izračunali, se izkaže, da je deljivo s 40. Torej, zdaj Boris bo javno objavil kaj? Javno bo objavil število 55 in pa to število E, torej 23. In zdaj, če bi hotela recimo Anica Borisu poslati sporočilo M je 2, izračuna, koliko je 2 na to potenco E, torej 2 na 23, to bi to ogromno število, 8 milijonov 388 tisoč in tako naprej, ampak ne pošlje tega števila, pošlje ostanek, ki ga da to število pri deljenju številom 55, ta ostanek se pa izkaže, da je enak 8. No in ta ostanek pošlje Borisu. Boris dobi ta ostanek, torej 8, ta ostanek da zdaj pa na potenco D, to število D, ki je znano samo njemu, torej 8 na potenco 7, dobi to število 20 milijonov, pač to število, ki je tukaj, in poišče zopet ostanek tega števila pri deljenju s 55 in dobi ravno to število nazaj, torej 2, ki mu ga je poslala Anica. Seveda, ta primer ni varen v tem kriptografskem smislu, ker število N 55 je javno objavljeno in kdorkoli ga bo pač dobil, ga lahko komot razcep na produkt dveh prafaktorjev, 5 krat 11, s tem ve tudi, koliko je P minus 1 krat Q minus 1, 40, ker je število E poznano, tudi javno objavljeno, je 23, lahko zračuna D, na podoben način, kot ga je Boris, in lahko na tak način tudi on iz tega R-ja, ki ga je Anica Borisu poslala, ukolikor ga je prestregel, zračuna originalno sporočilo, torej sporočilo mali M, ki je enako 2. Ampak se moramo vedno spomniti, da smo rekli, ti dve števili P in Q sta izredno veliki in je praktično nemogoče ta produkt N razcepiti na produkt teh dveh praštevil in je potem onemogočeno zračunati, koliko je to število P minus 1 krat Q minus 1 in posledično nemogoče zračunati to število D, ki pa je ključno za to, da Boris lahko to sporočilo odšifrira nazaj. Tako, toliko z moje strani, ta zadnji.